Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o diagnozi rak. Kje začnemo? Na koncu s čustvenim ozadjem, a začnemo na začetku, kaj je treba spremeniti oziroma katera hrana, zelišča in tako naprej. To je vsebina iz nove knjige, ki jo pripravljam, ki bo izšla v kratkem, in sicer naslov knjige bo Hrana, ki zdravi dušo in telo. V glavnem noter je tudi poglavje o raku in zadnje čase srečujem ljudi ali pa me pokličejo ljudje, dobila sem diagnozo. Nekaj je narobe, nekaj se dogaja v telesu, kaj naj naredim. In seveda takrat, ko človek dobi diagnozo, je tisto nekaj moram spremeniti. In kot boste videli, je minimalno, kar je za spremeniti glede prehrane, glede zelišč, ker tisto, kar povzroča raka, so čustva. Seveda v tej novi knjigi govorim, na začetku začnem 5 ključnih nasvetov pri diagnozi rak, seveda podpreti imunski sistem. Vam povem eno zgodbo enega gospoda. Sicer gospod je umrl od starosti, to je približno 20 let nazaj, kar mi je razlagal svojo zgodbo. V glavnem, poznala sva se že leta, glede na to, da jaz prodajam vitamine zdaj že 34 let. Veste, seveda sem srečala v tem času ogromno zgodb. No in v glavnem, pridem enkrat na firmo, na podjetje Neolife in tega gospoda srečam in rečem, kako si, malo je upadel, malo več sivih las, ampak tako, jaz sem vmes imela otroke, se nismo srečevali, in on prav, a imaš čas? Ja, imam, veš, da. In se usede, vzame ven papirje in rekel, le to, imam izvide. Je rekel, ampak zadnje leto je bilo noro. Je rekel, takle čas, tako kot zdajle, julija. Smo sedeli na vrtu, bilo je vroče, soseda, prav, veš, tole piko bi bilo pa fino malo pokazati. No in on gre pa na pregled in se je izkazalo, da ima kožnega raka. To je bilo julija in dobil prvo diagnozo. Avgusta je dobil drugo diagnozo, rak oziroma tumor na možganih. Potem je dobil naslednjo diagnozo čez en mesec, rak na prostati, pa rak na pljučih ali kakorkoli. 4 raki. In pri meni jaz tiste debele oči in imela sem izkušnje z mojimi strankami, diagnoza je en rak, malca, dvigneš imunski sistem, telo opravi. Ampak on je imel diagnozo 4 rakov. Prav tako, wow, kaj si pa delal? Kaj so delali s tabo, koliko operacij, kemoterapij in tako naprej. Pa reče, nič niso delali z mano, so čakali, da bom umrl. In kaj si ti delal? In je začel uživati velike količine prehranskih dopolnil. In je prišlo do tega, da je potem februarja bil vklican na operacijo možganov in so ga še enkrat slikali in v bistvu zdravnik reče, veste, tako majhnih tumorjev ne operiramo. In se mu je tumor za polovico zmanjšal. Potem je pa ostal nekaj časa še v bolnici in nadaljeval z istim protokolom glede vitaminov. Realnost je bila taka, oziroma zaključek je bil tak, da on mi je kazal 1 leto potem, ko je dobil diagnozo prvega raka, mi je kazal izvide, vsi 4 raki so zginili. Tako, wow. Zdaj tisto, kar jaz seveda delam z ljudmi, ni, da samo dvignem imunski sistem, da jim pomagam dvigniti imunski sistem, ker vemo, rdeča barvila iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja, te koncentrati vplivajo na to, da telo samo proizvede več celic imunskega sistema oziroma, da se povečajo v krvi te celice, ki požirajo rakaste celice. Ampak to so velike količine od 4 kile, 5 kil korenja sočenega na dan. No in zdaj, če seveda ne uspete take količine korenja zaužiti, vzamete prehransko dopolnilo, karotenoid kompleks, ki je koncentrat, pa flavonoid kompleks, ki je koncentrat brusnic, robidnic, vseh teh vijoličnih sadežev, kot so recimo tudi rdeča pesa, in se na začetku jemljejo take konkretne doze. Pa potem izvlečki iz brokolija, cvetače, zelje, repa, koleraba. In tega bi nekdo, ki ima
diagnozo rak mogel uživati ogromne količine. Najboljš bi bilo sočiti, še boljš, pač jaz seveda bi vzela prehransko dopolnilo. Torej, to je prva zadeva. Druga zadeva. Priporočila so, da se zmanjša stres. Zdaj pa to je tisto, pa seveda več spanja. In tukaj noter v tej knjigi, tukaj govorim tudi naprej, pojmo na stres, bomo šli majčkeno kasneje, ampak ključna živila za dvig imunskega sistema v boju proti raku, se pravi korenine, kot sta hren in ingver, jagodičevje, citrusi, česen, čebula, začimbe, zelišča in začimbe, kurkuma, ingver, rožmarin, oreščki, mandlji, orehi, pač ja, zdrava hrana. Zdaj pa poglejte. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, pojmo na čustveno ozadje. Pa imam tukaj še naprej jedilnike, zdaj pa pojmo na čustveno ozadje. Preverite z mišičnim testom. Strah me je smrti. To je prvi tak podzavestni program. Drug podzavestni program, bojim se življenja. Strah me je kemoterapije. Bojim se napačne diagnoze. Bojim se svojih čustev in zamerim tej in tej osebi do smrti. Tej in tej osebi ne morem odpustiti. In v duši nosim sovraštvo, moram se prav napisati, sovraštvo do duše človeka. In prav to, sovraštvo do duše človeka, je tisto, kar nas dobesedno pokoplje. Zdaj pa zakaj pride, da imamo mi sovraštvo do duše človeka. In vi lahko sami preverite z mišičnim testom in preverite za najbolj tiste ključne akterje v vašem življenju. Recimo oče, mama, bratje, sestre, partner, tast, tašča, tudi otroci, seveda. Preverite z mišičnim testom. In preverite, če imate mogoče v vašem podzavestnem programu v duši nosim sovraštvo do te in te osebe. Ker ko nosimo v duši sovraštvo, pomeni, da je to povezano z dušo človeka. Ne s tem življenjem, ampak z enim drugim življenjem. In vam povem zdaj ta zadnji primer, ker jaz načeloma pozabljam to, kar se dogaja na terapijah. Po 2 dneh se mi enostavno zbriše in nič več ne vem. Ampak zadnji primer, v glavnem z bratom sta se, ni šlo skozi, enostavno ni bilo odnosa in brat je vedno vršil, starejši brat, pritisk, tekmovanje, zaničevanje. Do tega, da sta v bistvu prišla v otroštvu do enega razdora in potem v puberteti, da enostavno ti nisi moj brat. Ker ni. Glejte, v tem življenju je brat, ampak v preteklih življenjih je pa to energija, ki ni nič dobrega. No in ta brat, ta hudobni brat, tisto, kar sem videla, mu je ubil hčerko pred njegovimi očmi, mu je uničil družino pred njegovimi očmi, je posilil, pač v vseh življenjih mu naredi škodo in v tem življenju je brat. Zdaj pa zakaj si naša duša izbere take odnose? Z namenom, da če ne bi bil krvni sorodnik, enostavno se takih ljudi izogneš. Jaz vam povem iz lastnih izkušenj, kaj se je meni dogajalo. Jaz sem se ustrašila teh mojih čustev, ker enostavno mi je bilo tako, ne, jaz sem dober človek, jaz nikogar ne sovražim. Ampak se spomnim, druga hčerka je bila dojenček, se pravi, to je Pija je zdaj stara 24 let, 24 let nazaj. Sedim z dojenčkom, ga pestvam, uspavam, zraven sem imela knjigo Louise Hay, Moč je v tebi, in noter sem prebrala, da pej čez najbolj ključne odnose in se vprašaj, kaj občutim. In jaz se sprašujem, kaj jaz občutim, pač do mojega moža, do očeta mojih otrok. In gre skozi mene, sovražim ga. Če sem se toliko strašila tega, da je tako, ne, jaz ne sovražim nikogar. Ampak gledajte,
Še enkrat mi je glas rekel, sovražim ga. Jaz sem se tega tako ustrašila takrat, ker nisem imela orodij, kaj naj delam s tem, kako naj odpustim nekomu, kako se tista resnica, ki enostavno je resnica, kaj naj pa zdaj delam s to žrjavco. In sem delo na sebi in osebno rast, knjige za osebno rast, za nekaj let dala na stranski tir, ker sama v sebi sem imela mnenje, da jaz sem dober človek, da nikogar ne sovražim in da predvsem, to je pa krščanska vzgoja, kdor sovraži, sovraštvo paše med 5 smrtnih grehov in to pomeni, da če imaš katerega od teh grehov, greš direktno v pekel. To sem jaz pobrala spotoma v dobi odraščanja. In zdaj pomislite, sovraštvo do duše človeka pomeni, da v tem življenju je nekdo, ki je zelo blizu, pa nikakor ne stečejo energijo v pravo smer. In to pomeni, da če ti ne odpustiš, toliko časa je zataknjena energija. Zdaj pa kaj si zataknila? Največkrat, kar vidim pri ljudeh, ki imajo sovraštvo do duše človeka, in verjemite mi, da skoraj vsak ima kakšno to sovraštvo do duše človeka, je povezano, da ta drugi, ta hudobni brat, sestra, mož in tako naprej, je v nekem drugem življenju te ubil. Ti je pobil otroke pred tvojimi očmi, ti je uničil življenje. In se je tako močno zataknila energija, da v tem življenju si je duša izbrala, da bo to tvoj oče, da bo v tem življenju to tvoja mama, tukaj ali pa da bo v tem življenju tvoj brat. Še eno drugo zgodbo vam moram povedati. Enkrat je prišel na svetovanje spet gospod in je prišel zaradi nekega kroničnega stresa, doma so imeli pobijanje, no, drugače ne morem reči. S tem, da živeli so v 2 sosednjih hišah, niso govorili, predvsem z bratom ni govoril. In ko je mama zanosila za tega mlajšega brata, je starejši brat rekel, če bo fantek, ga bom sovražil. Pomislite to. In potem, ko se je rodil ta mlajši brat, onadva sta imela celo življenje prepir, ni šlo skupaj. Ni na noben način ni šlo skupaj. In tisto, kar se je izkazalo, da v zadnjem življenju sta bila na nasprotnih straneh v času 2. svetovne vojne. Prvič sem slišala, da so sploh nisem vedela, da so obstajali tigrovci, ampak šla je beseda skozi mene tigrovci. Ta mlajši brat je bil tigrovec, to je tako približno kot nek domobranc, ampak so bili tukaj na Primorskem. V glavnem in njegov starejši brat je bil pa partizan. In enostavno sta se pobila med sabo, oziroma starejši brat je ubil tega, ki je zdaj v tem življenju mlajši brat. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala, ampak hočem vam razložiti, da vedno, ko je bil v enem drugem življenju uboj, spolna zloraba, posilstvo, imaš tega človeka tukaj, zdaj ga pa predelaj. In tam, kjer je bil ubod, tam, kjer je bila strelska rana, tam je zastala energija in tam se začne razvijati rak. Zdaj pa mogoče, če me poslušate in če imate vi diagnozo rak, pa si rečeš, pa kaj jaz predelujem, če imam raka na ustju nožnice? Posilstvo, draga moja. Posilstvo. In zdaj pomisli, kdo te v tem življenju posiljuje. Si dobila zdaj odgovor. Ta trenutek, ko se vprašaš, dobiš odgovor. In potem počistiš zdravilno molitvijo dekodiranja, odstraniš sovraštvo do duše človeka, potem pa odstraniš zamero, odstraniš žalost zaradi posilstva, zaradi hudobije, je to to. In potem se lahko začne zdravljenje. Vem, da zdaj mogoče razmišljaš, ja pa ne more biti to tako enostavno. To, kar vidim na terapijah, je vedno znova eno in isto. Tam, kjer je zastala energija, nastane rak.
Tam, kjer je strelska rana, nastane rak. Tam, kjer je vbod s puščico, nastane tumor. Tam, kjer so prebodene oči, je slabši vid. Vedno je isto. Vedno je isto. Telo je zemljevid naših čustev. In seveda, ja, če se zakvačka življenje, pač pridete na terapijo, poiščemo, ali pa vzamete v knjigo v roko, recimo zadnjič me je klicala gospa in rekla, čisto slučajno sem dobila v roke, ko imajo čakre žur, in je rekla, vidim, da enostavno potrebujem pomoč. In dajmo se pogledati spolno čakro. Dajte, recimo zapis pri ženskah. Sovražim ženske, sovražim moške. Jezna sem na vse moške. Vsi moški so prasci. Bojim se biti ljubljena. Bojim se življenja. Strah me je ljubiti. Strah me je, da bi bila razočarana. Globoko v duši nosim potrebo po samokaznovanju. V duši nosim program, da si ne zaslužim lepega partnerskega odnosa. In potem najprej preverite z mišičnim testom, potem počistite. In zdaj se veste, kako se dela mišični testa, ne? Se pravi, ko ste popolnoma v miru, globoko vdihnete, razbremenite ramenski obroč, vdihnete, izdihnete in potem najprej rečete, moje ime je, in dovolite, da vdihate naprej ali pa nazaj. In jaz vedno grem, moje ime je Minka, grem naprej. Če rečem, moje ime je Polde, grem nazaj. Se pravi, to je zame neresnica. Lahko je pa ravno nasprotno, da se razumemo. In potem, če preveram, strah me je izražanja, strah me je biti ženska, strah me je črne magije, strah me je, da bi bila zapuščena. Sram me je mojega ženskega telesa. Pač nič od tega. Sem imela pošteno čiščenje. Pošteno čiščenje. In vsa ta leta, ko delam na osebni rasti, ko čistim pač ne samo svojo dušo, ko drugim pomagam čistiti njihovo dušo, ko s tem čiščenjem, kar sem jaz naredila, sem vplivala tudi na družinske korenine, da se enostavno prekinejo določeni vzorci. In ko sem delala te svoja čiščenja, se spomnim, da enkrat sem šla hoditi okrog Starega vrha, glede na to, da po mamini liniji pač izviramo tam. In hodim tam okrog in sem šla na vrhu Starega vrha, sem tam gor, kaj je ta vrhna postaja žičnice, in je šla skozi mene pesem. Za vas, drage moje prednice, za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste tiho ječale v dolgih nočeh. Za vas, drage moje prednice, ki ste svojo bolečino skrile pred obrazi vseh in si zjutraj nadele trpek nasmeh. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, ki ste stisnjenih ustnic hodile svoj marš, kar je nekoč veljalo, da veljaš toliko, kolikor imaš. Za vas hodim po teh tihih poteh. Za vas, drage moje prednice, za vas, ki ste obupano molile za pomoč. Za vas, drage moje prednice, za vas sprejemal vso svojo sveto spolno moč. Moje celice nosijo odtis vaših oblin, nosijo pa tudi zapis vaših bolečin. Za vas in zaradi sebe. Če ne bi bilo vas, ne bi bilo mene. Za vas in zase se osvobajam vse teže, ki že toliko rodov duše reže. Za vas in zase se osvobajam vsega trpljenja, ki sem ga podedovala po družinskem deblu življenja. Za vas, drage moje prednice, za vas in zase hodim po tihih poteh. Po tihih poteh hodim tudi za moje otroke in za otroke mojih otrok in njihove otroke. Za vas, drage moje prednice, za vas in za ves rod delam notranji preporod. In naslov te pesmi je Preporod. In če vas vaša duša pelje po teh tihih poteh in vas vodi
do informacij, tudi do tega videa, da je čas, da se osvobodite. Enostavno začnite delati. Mogoče vaša duša ne bo več imela priložnosti v naslednjem življenju delati korekcije duše. Mogoče je to zadnja priložnost, da počistite, da spustite. Zadnjič mi je hčerka razlagala, da je bila nekje in so se pogovarjali o auri. Zdaj, kaj to pomeni aura, saj veste, to, kar žari okrog nas, kar se da slikati s Kirlijanovo kamero. V glavnem je ena gospa rekla, pa jaz imam auro. Ja, vsi jo imamo, ampak enim močno žari. In taki ljudje so magnetni, privlačni. In enim ne žari. Imajo luknje noter. In zdaj tisti, ki imajo naluknjeno auro ali pa imamo, se nam reka, da imam jaz vse zaceljeno, kar nimam, to pomeni, da je tam bolečina. Da se teža obesi, se teža vidi na našem telesu. Zdaj čutim, ko to govorim, se že nekaj čisti. V glavnem očitno se čisti čiščenje aure. In to pomeni, da ko mi razumemo, da čustva se prenašajo iz enega življenja v drugega, da so stvari, ki jim ne moramo ubežati, da si duša izbere lekcije, da duša pozna odgovore. Vem pa, da je težko iti v to, težko. Da včasih rabimo diagnozo, da se lahko tako umirimo, da rečemo, ok, naj se zgodi, kar se bo zgodilo, sem pa pripravljena spustiti. Kaj se učim? Zadnjič sem prebrala eno zgodbo. In ta zgodba pravi o tem, da je nekdo hotel osvojiti vrh ene gore sam. In kljub temu, da se je že zvečerilo, je plezal in ko pride tik pod vrh, mu spodrsne, bil je pripet na vrv in enostavno nekako začne padati in se sredi tiste pečine ustavi. Glede na to, da je bila tema, ni videl, kje je. In je kričal, naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga, naj mi kdo pomaga. Ni bilo nikogar, ampak zasliši se Bog. In reče, zaupaj, spusti se. In ta človek je še bolj začel kričati, naj mi kdo pomaga. In zanimivo, naslednji dan, ko se je zdanilo, so tega človeka našli mrtvega, obešenega na vrvi. 1 meter nad stezo. 1 meter pač, kaj piše, ne, par metrov nad stezo. V glavnem, če bi se spustil, bi dejansko pristal živ na stezi. In velikokrat se zgodi, da ne zmoremo zaupati, da nam bo Bog pomagal ali pa da ta intuicija govori pravilno. In je tisto, naj mi še kdo pomaga. In takrat se uprimemo mogoče napačnih rešitev, mogoče svojega strahu. In tisto, kar naša duša sporoča, je sigurno to. Spusti, odpusti, zaupaj. Tudi če je v namenu duše, da umremo, ne vem, da jutri umrem, če je v namenu moje duše, sem mirna. Ne vem, kaj se čisti, ampak to, kar se zdaj le čisti, je dejansko nekaj zelo intenzivnega, zato ker čutim, kako se sprošča energije. In to pomeni, da ti, ki tole gledaš, rabiš to slišati. Mogoče prav to. Spusti se. Ne imeti za Boga samo zdravnike in kemoterapijo, mogoče posluži se še česa drugega. Mogoče čas za tvojo ozdravitev tvoje duše. A veš? Mogoče. Zanimivo. Koliko energije se zdaj le čisti, pojmo pogledati. Kdo je ta duša, ki tole posluša?
Kdo si ti, kaj se učiš, kaj je zate sporočilo, sploh če imaš diagnozo neke težke bolezni, kaj se učiš v tem življenju stvari. Zato le dušica, ki to posluša, kaj je njeno sporočilo. Nehaj sprejemati kompromise. Mal tukaj, mal tam. Pa bi probala to, pa ne vem, če deluje. Daj se toliko mir, pa da boš videla sploh, kaj je tisto, kar ti moraš odpustiti. Tukaj ne govorim toliko o zdravljenju, kot to, da se nečesa uklepaš, da se boriš v življenju. Očitno v življenju moraš kakšno stvar spustiti. Nadzor spuščaš. Nadzor, oklepanje. Mogoče te bolijo rame, roke, komolci, gležnji, sklepi, ker se uklepaš nečesa. Očitno se uklepaš strahu. Čas je, da spustiš. Energija se ti je zataknila, ko si bila zelo mehna punčka. To, kar ti predeluješ, je povezan s tem, da so te mogoče hoteli dati v nek kalup in si bila radoživa, radovedna in potem so te strašili zaradi tega, da so te lažje držali v nekih okovih. Ampak tukaj ta mehna punčka v tebi ima vse v sebi. Zaupanje, vse, kar potrebuješ. In poglej, to, kar ti imaš v sebi, je notranje zdravljenje, je koherenca med srcem in med možgani. Čas je, da odpustiš mami, očetu. Pač prav odpuščanje. Čas je, da odpustiš. Še to, zdaj pripravljam video tečaj oziroma ne YouTube tečaj, online tečaj. In če vidiš, da si ti ta, da je čas, da povežeš srce in kronsko čakro, če je čas, da postaneš bolj navzoča v svojem življenju, če je čas, da spustiš oklepanje tistega starih vzorcev, stare šare, družinske šare, dobrodošla, ker boš videla, kakšno transformacijo boš doživela v parih mesecih. Zanimiv. Zaupaj, prepusti se, čas je, da vzbudiš ljubezen v sebi, predvsem ljubezen do sebe. Pač ta tečaj je namenjen za vse tiste, ki veste, da tlačite že cel življenje svoja čustva, da vas vežejo, prav čutam tako izražanje, da ne moreš se izraziti kot duša, da spustiš. Ja, zato delam te tečaje, ker vem, da na ta način najlažje pomagam. To pomeni, začnemo drug teden in imamo 4 tedne zvečer, v torke zvečer in boš videla, kako bo to krasna skupina, poletna šola notranjega preporoda. Za tole dušico, stvarstvo, kaj sporočaš. Milina, ženska energija, angelsko zdravljenje, božji glas, duša te vodi naprej. Še enkrat angeli, zaupaj, zdravljenje je tukaj. Mir vnesi v svoje telo, v svoje celice, v svojo dušo. To ti govori stvarstvo. Čas je, da narediš nek premik naprej. Dajmo pogledati, če naprej stvarstvo. Za tole dušico, kaj sporočaš za naslednje 3 mesece? Kaj je tisto, kar je prav, da v zavesti? Vsega boš imela dovolj. Obilje. Ta trenutek si tako, kot bi imela neko prevezo, da ne vidiš rešitve. In če se počutiš tako, da ne vidiš rešitve, potrebuješ samo eno potezo. Za začetek naredi eno spremembo. Za začetek mogoče si dovolj več videti resnico, ki je zadej. Obilje te čaka, obilje, prav skrinja zakladov. Pogumno naprej, vse bo dobro. Uresničitev tvoje želje je blizu. Ja, in tisto, kar te je pripeljalo do tega stanja, je hudo razočaranje nad ljudmi. Razočaranje, nož v srce. Ja, čakajo te lepe zadeve. Očitno boš pa rabila narediti neko spremembo in ta sprememba je, ali začne delati samo meditacije, lahko bom dala od spodaj povezavo,
posnete meditacije, lahko začneš uporabljati zdravilno molitev dekodiranja, vzameš knjigo v roke, ko imajo čakra žur, začneš delati po knjigi, kakorkoli, pač čas je, da se otreseš čustvene prtljage in boš videla, kaj vse se bo spremenilo v tvojem življenju. Tako da, ja, želim ti vse dobro in naredi prvi korak. Zaupaj, da se bo vse dobro izteklo.